Nadgradnja pametnih televizorjev bo prav kmalu postala realnost, saj pametni TV-ji, kupljeni pred par leti, niso več tako odzivni, kot so bili prej, oziroma je vmes prišla že nova verzija operacijskega sistema, ampak ne za vaš model. Zato bodo zunanje enote, kot so Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box, vedno bolj nujne, ker TV kot TV bo še vedno uporaben, a njegov operacijski sistem pa ne. Ime mi je Miha in danes si bomo pogledali, kaj nam nudi Google s svojim novim Chromecastom. Novi Chromecast with Google TV je že četrta Googleova verzija te napravice. Ampak tu ne gre le za manjše kozmetične spremembe, zaradi katerih bi nanjo nalepili nalepko novo, kot recimo dela Xiaomi s svojimi Mi Boxi, ampak je dejansko kar orang nadgradnja glede na prejšnjo tretjo verzijo. Fizično je bolj ovalne oblike, novost pa je priloženi daljinec in sam operacijski sistem, kateri je naložen na napravi. Tisti, ki ne poznate Chromecasta, to je en mali pak, katerega si vklopil v TV, ga povezal z internetom in potem si na telefonu izbral, kaj bi gledal in to poslal, torej kastal na to mašinco. In ta je to predvajala na TV-ju. Telefon si pa lahko ta čas spravi v žep, saj je sam Chromecast predvajal vsebino in ne telefon. To je taka hitra razlaga, kako je Chromecast deloval oziroma še vedno deluje. Ampak četrta generacija ima nadgradnjo, ki sliši na ime Google TV. To ni nov operacijski sistem, ampak bazira na Android TV in ima čez preobleko, ki se osredotoča na izboljšano uporabniško izkušnjo in še močnejšo integracijo z Google asistentom. In kako se obnese? Kakšna je cena? Pri nas stane med 80 in 90 evrov, kar je malenkost dražje od Xiaomive ponudbe, ki je trenutno okrog 70 evrov. Ampak ali je vredna tega desetaka več? Če mene vprašate, ja, je vredno. Predvsem, ker je to Googleova naprava in bodo posodobitve na voljo takoj, ko pridejo ven. Chromecast ima 4-jedrni procesor, 2 GB RAM in 8 GB internega pomnilnika, a je od tega samo 4 GB na voljo za aplikacije. Na prvi pogled ni večje razlike med Google TV in Android TV vmesnikom, a te, ki so subtilne in naredijo izkušnjo prijetnejšo. Največja in očitna razlika je v menijih za nastavitev naprave. Delovanje je gladko in tekoče, aplikacije so odzivne, recimo Telemachova EON aplikacija je tu hitra in tekoča in deluje brez težav. Na Xiaomiju ali recimo na mojem Sony TV-ju pa deluje polžje in ni med najbolj odzivnimi. Je pa to prva Android TV naprava, ki podpira Apple TV. Chromecast podpira 4K, različne HDR formate do 60 sličic na sekundo. Ima samo en USB-C vhod, katerega potrebuje za napajanje. Nanj pa lahko vklopiš tudi USB-C hub z napajanjem, tako da lahko potem nanj priklopite zunanje diske in podobno. Daljinec je manjši in lepo sede v dlan. Gumbi imajo dober občutek, fajn klikajo. Moti me postavitev gumbov za glasnost, ki so na desni, ob strani daljinca. Ampak tu verjetno zato, ker sem levak in daljinec vihtim z levo roko. Levičarji smo vedno zapostavljeni. Krivica! Daljinec ni osvetljen, tako da je v temi malce težje upravljati z njim. Ampak s časoma ga osvojimo in nam tema ne povzroča več težav. Ima pa vgrajen IR blaster, tako da lahko kontrolira tudi starejše televizorje. Se pravi, lahko ga prižge in ugasne, kontrolira glasnost in izbira vhode. Kar je super, se tako ne nucaš imeti dveh daljincev pri roki. Android TV postaje vedno bolj zrel in dovršen televizijski vmesnik. Ima sicer še vedno svoje težavice, a te so z vsako novejšo verzijo manjše. Zato svojim frendom vedno priporočam nakup TV-ja z Android TV sistemom, če je le mogoče. Kater TV pa sedi v vaši dnevni sobi? Je že pameten ali ga boste nadgradili s kako škatlico, kot je ta Chromecast ali Mi Box? Napišite mi spodaj v komentarje. Na koncu pa stisnite en like tukaj na YouTubeu, saj to še posebno manjšim kanalom, kot je moj, takšna podpora zelo pomaga, ker to daje vedeti Googlu, da je kanal aktiven in ga bo potem priporočal več ljudem. Če pa ste novi tu, se zraven še naročite na moj kanal, udarite po zvoncu, tako da vas obvesti, ko objavim nov video, napišite kak komentar in delite ta video med svojimi frendi. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau!